Spoštovane, spoštovani, pred nami je še tretja tekma petega kroga prve lige Telemach Slovenije. Sliko smo seveda v Kopru na štadionu Bonifika, se bosta čez približno četrt ure. Palčič in Žužek, pa zdaj Novoselec. Novoselec, tako je dolga žoga na Osudžija, ki je sam pred golom in gol. 1-0 za Koper, sicer dvignjena zastavica, ampak tako je v prvi minuti, po slabih 40 sekundah se je že stresla mreža Emila Veliča in prvič delo tudi za Kajtazoviča in Kovačiča. Tule bede Osudži, en gol v tej sezoni je že dosegel. Tule se vsaj glede na tale posnetek zdi, da ofsajda morda celo ni bilo. Tin Hrvoj se mi zdi, da je Osudžija celo držal v igri, ampak jasno, tule kamera ni bila v liniji, tako da je zaenkrat težko reči, še vedno torej pregledujejo vse skupaj. Tule vidimo glavnega sodnika Mateja Juga, ki jasno čaka zdaj, kaj mu bosta v slušalko sporočila Kajtazovič in Kovačič. Kot rečeno, iz tega počasnega posnetka, ki smo ga tule dobili, se zdi, da je Hrvoj morda Osudžija celo držal v igri, tako je. Hrvoj, potem ko je izpadel Simčak, Hadžič prek gola, kakšna priložnost za izenačenje je bila to. S to asistenco odkupil za napako v prvi minuti, teda Hadžič lepe podaje ni izkoristil, na drugi strani pa zdaj poizkuša Peris. Ja, Jug bo šel vse skupaj pogledat sam. Prav lahko, da bodo Koprčani zdaj dobili še kazenski strel. Kotnik je dobil dovoljenje. Kotnik in žoga je vendarle v mreži. Žoga je v mreži, 2-0 za Koper v 13. minuti. Velič je bil tule sicer na žogi. Dobro je prebral namero Kotnika, uganil smer, bil kar konkretno, rekel bi, na žogi. Toda Cerar s podajo, Hadžič strelja, Golubovič, sijajna obramba. Lepa poteza Osudžija, podaja potem proti Žužku, ki je krenil zdaj čez sredino igrišča. Žužek, Palčič, še vedno Palčič in slaba podaja proti Perisu. Toda Kotnik je potem prišel do žoge, Peris na Osudžija in Žužek, dolga podaja na Osudžija, Osudži je sam. Osudži, zgrešil je bede Osudži. Peris. Palčiča, še enkrat Peris, tu je priložnost za Perisa, Peris in mimo gola, tudi Kejhim Peris. Skušal bo predvsem v fazi napada nekaj spremeniti zdaj Bašič, kajti Mlinari še vedno tule Kotnik, 3-0. Andrej Kotnik nadaljuje svoj strelski šov, peti krog. 5 golov že ima na svojem računu Andrej Kotnik, 3-0 za Koper v 60. minuti. Ale je najbrž že zadnji žebelj danes v krsto Radomljanov. Mislim, da je tu podal Milan Šimčak. Morda celo Kotnik. Zdaj je Peris prestregel žogo, krasna priložnost za Perisa, ki je tudi zadel. Velika napaka, ki si jo je zdaj privoščil Luka Kuček in v 68. minuti Koprčani vodijo že 4-0. Strelec pa je Kejhim Peris.
Benedičić. Krajinović zdaj proti Jaša Ragiću. Jaša Ragić ima krasno priložnost in tu je petarda. 5-0, Anis Jaša Ragić na drugi zaporedni tekmi. Veselje v slogu Cristiana Ronalda. Anis Jaša Ragić. Koper Radomlje 5-0. Ob meni je trener Kopra Zoran Zeljković. Po zmagi proti Radomljam 5-0 je verjetno zadovoljstvo in veselje na strani Kopra. Ja, z naše strani zelo dobra tekma. Bili smo agresivni, delali v vseh fazah in mislim, da zasluženo zmaga. Če primerjamo tisto tekmo z Gorico, je danes delovalo, da je Koper veliko bolj poletni, da ima veliko več energije, da res v igri deluje praktično vse. Kaj se je v bistvu spremenilo v teh 5 dneh po vaše? Dobro, nismo mi nekatere stvari pozabili, to je bil dodaten motiv za nas in to se je čutilo. Energija je zelo pomembna, ampak nič mi moramo gledati naprej. To tekmo danes pač proslaviti, ampak jutri že razmišljati o zelo težki tekmi z Olimpijo. Prvenstvo je dolgo in ni časa, bom rekel, biti zadovoljen predolgo. Poslali ste kar 4 igralce naenkrat v drugem polčasu v igro. Je to nekako bila že misel na tekmo, ki ste jo omenili, torej na tekmo proti Olimpiji? Ja, gledajte, igralci več, ko jih ima nekaj minut, jim je lažje, vse rabimo in bila je priložnost, da to lahko naredimo. Čeprav je vse funkcioniralo, sem se pač tokrat odločil, da nekateri, sploh Danilo, se pravi, da malo spozna ekipo, ostali trdo delajo na treningih, izkoriščajo minute, tako da imam res sladke skrbi glede prve enesterice in vedno govorim, da samo ekipa lahko naredi neko veliko stvar, se pravi, 10 posameznikov ne more nič in to dokazujemo. Samo tole še bo Kahim Peris dobil danes kakšno dodatno pohvalo, vendarle mu je uspelo zadeti gol v letošnjem prvenstvu. Ja, končno upam, da se bo zdaj mu tudi, da bo šlo naprej v tej smeri, ampak mene veseli, da se res trudi, da dela z ekipo in verjamem, kot je to pot, da pol tudi enkrat pridejo uspehe. Zoran Zeljković, hvala in srečno še naprej. Hvala tudi vam. Po tekmi proti Kopru je sedaj ob meni trener Radomelj Nermin Bašić. Nermin, danes praktično nič, že od samega začetka, od dopoldneva v bistvu ni šlo na račun Radomelj. Dejali ste bolezni in vse skupaj. Ali je to tudi odraz končnega rezultata na tekmi, da je praktično danes, da ni bil dan za NK Radomlje? Dobro, prije svega želim da čestitam Kopru na zasluženoj pobjedi i da im zaželim puno sreće u nastavku prvenstva. Dobro su, kvalitetna ekipa, imaju širinu i Zeljković koji jako kvalitetno radi. Što se tiče, ovo je dan koji se mora nekad desiti. Ja mislim da je to dan gdje smo onako svi u tu neku rupu upali, ali ništa strašno. Ovo je dan gdje se momci trebaju širati, otići u autobus i zaboraviti ovu utakmicu, što prije premati se na naravnog protivnika. Tako da ne vidim ništa loše. Takav dan se desio, utakmica ok i idemo dalje. To je naš fudbalski život. Če pogledamo iz pozitivne strani, pri 4-0 ste poslali v igro kar nekaj mladih nogometašev, ki verjetno potrebujejo takšno minutažo, torej potrebujejo minute v prvi ligi. Če gledamo z pozitivnega vidika, lahko verjetno tukaj potegnemo pozitivno stvar. Ba jeste, ja sam uvijek zadovoljan kad mogu pružiti mladom igraču priliku, pogotovo tu ste bili 3 igrača od 19 godina i još 5 je do U21 bilo, tako da je jako mlada ekipa, potentna ekipa, kvalitetna i neće ovo nas uzdrmati ništa. Trebao nam je možda ovaj poraz malo svima u klubu i mislim da je ovaj poraz dobro došao, idemo mi dalje, svoj put imamo, bilo je tu dosta kvalitetnih situacija, dosta dobrih situacija u igri, tako da
vjerujte mi, nisam uopšte zabrinut, pozitivan sam, nasmijan sam, 5:0 kad izgubite, mislim da je dobra stvar za nas, ako mogu tako reći, sretno Kopru i hvala na svemu. Nermin, hvala tudi vam in srečno proti Taboru. Hvala vam. Ob meni je nogometaš Kopra Luka Vešner-Tičić. Luka, takole pred začetkom tega intervjuja ste dejali, nikoli ni pretirano težko dati izjave, ampak po takšni tekmi, ko premagaš nasprotnika s 5-0, je veliko lažje. Kako je bilo danes na igrišču? Pa ja, sigurno je lažje dati, ko zmagaš tako tekmo. Za nas zelo pomembna tekma. Mislim, da fanti, ki smo ostali tukaj še od prejšnjega leta, je še malo ostal te zadnje tekme. Mislim, da vsi vemo, kako je bilo. Tako da danes zelo lepo in zasluženo zmaga. Že sam začetek tekme, že v prvi minuti ste dosegli zadetek, verjetno je zaradi tega veliko lažje tekmo peljati dalje in na to pripeljati do tako visoke zmage. Ja, pa sigurno, če zadaneš v prvi minuti, da je lažje, imaš nek zagon za naprej. Ekipa je dobro stala, igrali smo en za drugega in zato je tudi rezultat takšen, kakor je. Na tekmi proti Gorici Koper ni bil tisti pravi, tisti sveži, poletni. Danes, oziroma na tej tekmi, pa povsem drugače. Kaj se je v teh 5 dneh spremenilo po vaše? Pa kaj, po moje malo gre do dnevne forme, malo do igrišča, do vsega. Pridejo tudi take tekme, važno, da smo zmagali, 3 pike štejejo. Odgarali smo tisto tekmo in danes mislim, da se nam je to tudi vrnilo. Še eno vprašanje za vašega v bistvu najožjega soigralca, govorimo o Omarju Koreji, delujeta zelo igrana, pa čeprav sta samo nekaj tekem skupaj. Kako se počutita vidva v tej osrednji zvezni liniji v Kopru? Ja, meni je z Omarjem super igrati, tudi malo sva se pogovarjala, kako je komu, kaj komu leži, kaj komu ne. Omar je izvrsten igralec, mislim, da to tudi potrjuje na terenu in mislim, da se lepo ujameva. Luka, hvala in srečno naprej. Hvala. Sandi Nohanović je ob meni, nogometaš Radomelj. Sandi, vedno je težko po porazu govoriti, ampak kako ste vi videli tale obračun? V prvem polčasu se je zdelo, da še vendarle lahko ujamete priključek do Kopra, v drugem pa smo gledali več ali manj samo napad strani Kopra. Ja, ena težka tekma, v bistvu začeli smo že z 1:0 tekmo. Ja, Koper nam je dal eno dobro zaušnico za nadaljevanje sezone. To je dobro, da se je zgodilo v bistvu še toliko na začetku. In jaz ne vem, kaj bi povedal po taki tekmi, iskreno, res. Pač, ne vem, ni bilo li dobro danes. No. Kaj se vam zdi, da vas je presekal tisti prvi, mogoče drugi gol, ali enostavno danes ni bil dan, ko bi lahko, ko so se nagrmadile težave, ne samo na igrišču, slišali smo nekaj nogometašev oziroma strokovnega štaba je zbolelo že pred tekmo, je mogoče skupaj vsega tega krivo, da ste izgubili na takšen način? Ja, verjetno pride tak dan, ko je šlo vse v gol, kar ko so udarili, naredili, vse je ratar, vsak dribling. Ja, mi nismo bili dosti konkretni. Škoda, kaj smo, gremo naprej. Ok, ne bom vas preveč zadržal, veliko sreče, glavo gor in se vidimo na naslednjih tekmah. Hvala.